Živjo, danes z vami želim podeliti pravzaprav en del mojega doživljanja in glede na to, da sem se v otroštvu naučila to, da sem za vse stvari dokaj sama oziroma da ne bo nekoga, ki me bo prišel rešiti, zaščititi, sem s tem odraščala, s to naravnanostjo, da je treba v življenju za vse poskrbeti sam. In jaz sem tudi seveda vsako leto bolj uspešna bila v tej skrbi zase. Hkrati pa sem opažala, da čeprav si želim neke bližine in partnerja, da nisem niti več vedela, kaj bi mi ta partner lahko v življenje sploh še doprinesel, kako bi se lahko moje življenje nekako izboljšalo. In zato se seveda tudi nobena moja veza do takrat ni obdržala. Zdaj sem v razmerju že več kot 4 leta in v tem partnerstvu pravzaprav odkrivam, kako zelo potrebujem jaz to moško energijo. Pa ne samo potrebujem, pravzaprav čutim, da s to moško energijo tudi jaz lahko postajam čedalje bolj ženska. Mogoče se to čudno sliši, vem, da je zame to bil kar en velik izziv, ampak bomo mogoče o ženski intimi govorili naslednji teden, za moško intimo pa sem si jaz v družbo poklicala enega moškega, ki bo razložil, kako je pa doživljanje na drugi strani. Se pravi, kaj je moškost, kako moški doživlja intimo, kaj so mogoče neki največji izzivi moških, kaj doživljajo, s čim se bojujejo. In z mano bo govoril to zakonski in družinski terapevt, ki vodi različne terapevtske skupine in delavnice, med njimi seveda tudi skupino za moške. Je supervizor in v svoje delo vključuje tudi druga področja, kot so čuječnost in pa samoregulacija. To je dr. Boštjan Čampa. Dobrodošel. Ja. Živjo, pozdravljena. Boštjan, te kar takoj povabim, da mi pomagaš oziroma da razložiš, kaj je to zdaj moška intima, kaj ta moškost predstavlja. Ja, mogoče bi jaz začel kar z moškostjo, ker to je običajno tako prvo vprašanje, kaj pa je ta moškost. Ravno zadnjo času sem veliko nekaj raziskav bral na to temo in moškost je v bistvu zelo definirana z okoljem, v katerem živimo. In kljub temu, da imamo ene ideje, kaj naj bi moški bil, temu reče homogena moškost, tako se imenuje. To je tisti nek tipično, belec, ki ima, podjetje, in tako naprej. Se slišimo ene stereotipe, ki prilepimo zraven. Ampak pravzaprav moškost definira naše okolje, v katerem smo. Recimo, en akademik ima čisto drugo definicijo v svojem okolju moškosti in je drugačna moškost spodbuja, ko nekdo, ki mogoče, dela čisto na drugem področju, mogoče pa in poslovnež, pa nekdo, ki dela recimo socialno varstvo, pa nekdo, ki dela mogoče v podjetništvu. Zelo odvisen je pač tudi recimo mogoče v mesto pa vas, tako da definicija moškega ni več enoznačna. Mogoče še v preteklosti majhen brbla, pa tudi ne, recimo, plemstvo je imelo drugačno moškost, kot recimo nekdo, ki je v gozdu delal. Tako da, jaz bi tukaj za moškost bi rekel, da jo zelo raziskuje vsak pri sebi. So eni taki osnovni, bom rekel, postulati, ki zdaj veljajo v našem okolju, kot so recimo, da moški vsaj približno ve, kam gre. In pa se v končni fazi to ve tudi za ženske. Kaj pa zaprav tako? Kaj mu je pomemben? Da je v stiku s tem. Da je v stiku s tem, da zna to ubesediti in tudi izraziti. Mogoče, da moški pomeni tudi to, da z enim svojim doživljanjem, ki ga imamo noter, da znamo s tem ravnati. Včasih ne vem, pa tudi mogoče ne bi se tukaj stereotipen bil, ampak je bilo, so se moški stepali ali pa smo moški, nekaj bolj agresivni bili. Zdaj v bistvu je en tak izziv, sem tako rekel, če kot moški uspem z doživljanjem hoditi, se pravi, da ga zdržim, ali pa da tudi vem, kako ravnati z njim, jaz sem ful močnejši. To ne pomeni, da manipuliram, to ne pomeni, da ga ne izražam, ampak vem, kaj to je in vem, kako s tem delati. Vse spet tukaj hodijo vzporednice moški, ženska, seveda, ampak je majhen drugačen način.
Ja, jaz se strinjam, da je drugačen način in mi je zelo res tako v interesu slišati, kaj vse boš z nami danes delil, kakšne so tvoje izkušnje. In ne vem, mogoče tako še zmeraj velja in ta, ne vem, en stereotip ali pa neka predstava o tem, da moški sploh niso čustveni, a ne, ali pa da če so že čustveni, ne vem, da poznajo dve fazi teh čustev, a ne. Pa ne vem, če je to čist res, no, bi tebe prosila tle, če lahko eno ali svojo izkušnjo podeliš. Da mi povej, katere dve faze imaš v mislih? Zdaj pa mene tako zanima. Ja, ne vem, mogoče jezen pa ne jezen. To, ne, v redu sem, na živce mi gre. No. Pa smo pa že, ja, malo ostali. No. Ja, ne, jaz bom podelil eno izkušnjo, ker sem imel delavnico z mladimi, mislim, da so 14-11 let stari, ne, in sem jaz pač delal z fanti v tisti starosti, kolegica je delala pa z puncami, ne, in pa so pač imeli seveda tudi malo pogovora, kako pa pač je kot fanti v teh letih, in kolegica terapevtka je imela tudi pogovor z dekleti, izzivi, ki jih imajo dekleta pri 13-14, in potem smo se pa dogovorili, da bomo tudi skupaj imeli, da smo skupaj mehko dobili in da smo večkrat pogovarjali, kako pa je pač dekliški svet in kako je fantovski svet, da se malo pogovorijo. Prvo vprašanje strani deklic je bilo: fantje, a vi kdaj sploh jokate? In fantovski odgovor je bil: kako vam ni jasen? A slišva, tako, ne? Ampak je res, koliko je tako ena taka stereotipna drža, ne? Ampak je fajn to res izpostavlja. Normalno, senzitivni smo oboji, ženske, moški, tukaj pač ljudje smo, ne? Saj vsa živa bitja so rečeno dosti senzitivna. Drugo pa je, koliko si pustim čutiti, koliko sploh kapacitete se razvijam, da lahko doživljam, pa tudi koliko mi v bistvu okolje dopušča oziroma, veš, omejuje pri temu. Če rečeva, jaz tukaj mogoče eno dilemo izpostavil, ker tudi ja, na moških skupinah se tam pogovarjamo, ne. Ja, zdaj kot moški, pa tudi ženska, sej, bova pa lahko spremence naredila, pa koliko je govoril vsem za moške, ja, da čustva, zdaj, ker me vse nekako špricajo in da preplavljam vse s svojo nemočjo, a veš, pa svojo negotovostjo, pa strahovi, ni fajn. Ker pol drugi morajo, če kot moškega mene nositi. In tukaj ena samoregulacija, ja, jo treba razviti. To, da v bistvu pri sebi ne prejmem en proces, ki mogoče eno močno doživljanje pride, recimo sploh, kadar delam z moškimi, ki imajo recimo težave z jezo, ali pa recimo z izbruhi jeze, pa z enimi izbruhi, ne. Tam, da sploh najprej pridemo v stik, jaz nisem jezen, tam je moški nemočen. Veš, tam moški se počuti potisnenega v kot, veš, tako, potisnenega in pač enostavno reagira navzven premočno. Takrat je že prepozen. Rab se vprašati prej, kaj se že dogaja, ne pol ure prej, dneve, mesece prej, in to treba prej ujeti. Veš, ta občutek, kaj res se z njim dogaja, mogoče je nesrečen, mogoče že en čas ne obvladuje več stvari in pol tako eksplodira. Tako da, ja. Pa mogoče ne spet, a ne, da ni smiselno toliko, da probamo primerjati mogoče zdaj žensko doživljanje pa moško, ker verjetno je različno, ampak kar sem jaz mogoče opazila ob moških je to, kar se mi zdi veliko bolj pomembno razlikovati, je neko fantovsko, kako bi rekla, obnašanje ali pa nekaj, kaj res neka moška drža, ne. Tle bi rekla, da je večji izziv, no, mogoče tudi, ne vem. Ja, ne, super, tole si fajn izpostala. Jaz tukaj mogoče ločem, eno je doživljanje, kot moški ali kot ženska, drugo so pa naše vloge, ki jo mehko odigravamo v odnosih pa v družbi. Pa dajva reči tako, veš, če rečeva v partnerstvu, je čist fajn, če moški odigrajo tako svojo vlogo, ne, ker pač postane mehko stvar zanimiva, tako, veš, ta čista napetost, rečeva, privlačnost, ja, veš, lahko je tako malo igrivosti pride noter, če ženska mehko bolj ženstvena, moški malo bolj mošten, ja, in je fajn te tako vloge si pustiti, jih raziskovati pri sebi, kaj pomeni v bistvu pri moškemu ta ena kredibilnost, občutek vlastne vrednosti, da sem vreden, da sem lahko v odnosu, da ne bom zavrnjen, pa tudi če bom, to ni nekaj katastrofalnega. Oziroma, bom tako rekel, moški, ena glavnih stvari, ki jo delamo na moških skupinah, pa ki se pogovarjamo. Ja, do teh odnosov pa to pa še prišla, dajva zdaj res tako moškim dati svoje mesto,
pa da slišva, kaj je tisti največji izziv mogoče, s čemer moški sploh največkrat pridejo v skupino. Saj verjetno se tudi drugi moški s temi srečujejo, ampak eni bolj pogumni očitno pa pridejo pa to izrazijo. Dajmo se od njih učiti. Kaj je tisto, kar je njim najtežje, no, ali pa mogoče največji izziv? Ja, jaz bi rekel proaktivnost. Proaktivnost, ja. Zdaj sem zelo zožil vse skupaj, ampak v smislu, da se odločamo, da prevzamemo tveganje za svoje odločitve in za posledice svojih odločitev. V smislu bom dal zelo banalen primer, ampak, recimo, ne vem, če partnerka me vpraša, kaj bi jedel, recimo doma danes ona kuha, jaz rečem, karkoli boš kuhala, bo v redu, mislim, da dvigne pritisk, mislim njej. In tukaj se mi zdi, da kot moški, pa zelo banalen primer, da rečem, bom razmislil, ali pa si vzamem 2 minute in povem kaj, ker njo sprostim, ker jaz tam zreguliram svojo negotovost. Drugače preložim na njo. In tukaj je en zelo banalen primer. Drugo je ta proaktivnost tudi v odnosu, da sem jaz tisti, ki prepoznam svoje čustvene potrebe, ali pa tudi potrebe, ali pa stvari, ki mi ne ustrezajo v odnosu in tvegam, da povem na primeren način. Da se ne derem, da ne ponižujem, da sebe ne sramotim, da partnerke ne sramotim, ampak sem sposoben povedati, lahko zelo na kratko, pa da sem sposoben povedati jasno, kaj tisti je, kar v bistvu je težava, izziv, si želim. To je moška drža. In potem zdržim z odzivom, da se ne umaknem, da ne pobegnem, da nisem agresiven, ampak sem tam. Moški se mi zdi, da ta drža je odprt prstni koš. Tukaj sem, povej mi. Zate sem tukaj, stabilen sem, bom jaz poskrbel zase. In se mi zdi, da potem kot ženska, mislim, da se da potem sprostiti zraven. Pa lahko raziskujemo. Kaj gre pa pol moški z vso to, ne vem, mogoče negotovost, ali pa s tem, ki prevzame tako take močne drže, da je tam, da je stabilen za eno žensko, da je tako zase v nekem centru, da ve, kaj si želi, ampak verjetno se tudi njemu s časoma nabere en kup enih stvari. Kako se pa s tem lotite, soočate? Ja, dvoje. Eno je, torej pomeni, da zdaj rabi on tih, pa s tem zdržati in trpeti in zdaj vse nase. Ne, to je norost, ker če si predstavljaš partnerka na drugi strani, ga ni, zmanjka odnosa. Ne, ker je prostor na voljo za njo, ne da prostor tudi vseb za njo in naj ga res zanima, kaj se z njo dogaja in naj zdrži s čimer, ko se že takrat prebuja, nekaj, ne vem, zamere, bolečine, čuda ona nima prav, ne vem, kaj se mu še vse takrat vrti. Ne zdrži in ne ga zanima. Kaj pa za njega, kaj pa on na vrsti. In to bo še en tak dogovor v partnerstvu, takrat pa naj on podeli tudi svoje strahove pa negotovosti. In takrat mislim, da pa tudi ženska bo rekla, tukaj sem zate, daj mi povej, kaj s tabo se dogaja. Je bolj za to, gre bolj za timing, da ni oboje hkrati, če oboje hkrati delimo negotovost, pa samo sfajtali, pa pač bo konflikt. Pa je varno moškemu se tako pred žensko razgaliti. Si predstavljam, da je en tak lažji začetek prav na teh moških skupinah, da lahko lažje dobijo neko podporo. Kakor za katerega moškega. Bomo tako rekla. Zanimivo je, da kakšni moški pride do mene, sem pride na skupino pa reče, veš, jaz se v ženskem svetu čisto dobro počutim. Moški krog mi je pa izziv. Ne vem, kako funkcionirati v moškem svetu. In pride pravzaprav kot izziv na moško skupino, da se lahko z moškimi povežem, ker je res tuje za njega. In to je pa tudi ta moče drugi, ker sem rekel, prvi je stik z žensko, da tam procesira, druge pa moški svet. Ker moče tudi ženska v ženskem svetu lažje ene stvari razume drug drugo in tudi moški. Moški imamo pač ene svoje vrstne stiske, ki jih imamo pravzaprav več ali manj vsi. Zdaj ne govorim za zunanje, govorim za notranje. Ja, kako biti oče, kako biti partner, kako uravnavati poslovni svet, občutek lastne vrednosti, kako biti pozicioniran med moško družbo, kako biti zanimiv pravzaprav za partnersko vezo, kako sploh tale zdržati, kako biti v partnerski vezi. In zdaj, odvisno tudi od modela, kakršnega smo imeli v preteklosti, v primarni družini ali pa s pomembnimi moškimi. So tle tudi te vzorci pomembni,
Ker ne vem, če je en moški, se znajde zelo dobro v tej ženski družbi, pa kar shendla z vsemi temi čustvi ali pa z ženskimi pogovori, pa ga vidimo potem v neki moški družbi se pač izgubi, pa ne ve, kaj tam sploh ti moški pričakujejo od njega, kako si tam sploh postaviti neko ceno. Jaz ne vem, koliko je v tem pol moškem svetu neke, ne vem, če lih tekmovalnosti, ampak nekega občutka, da si moraš tam neko svojo pozicijo ustvariti, ali pa neki biti tam med temi moškimi. Si predstavljam, da je to težko za nekoga, ki je recimo odraščal mogoče med samimi ženskami, ali pa brez očeta, brez nekoga, ki bi ga vodil v ta moški svet. Kako je s tem, no? Ja, zdaj si tako izpostavljaš zelo veliko stvari naenkrat. Ja. Okay, bom tako. Določenih socialnih, oziroma določenih okoljih je tekmovalnost. Recimo posel, nažalost, pač je v enem delu tekmovalnost. Čeprav recimo zdaj zadnjih 10-15 let se spodbuja povezovanje, ker v povezovanju smo močnejši. Lahko konkuriramo, ampak potem bomo oboji v minusu. Če se pa povežemo, pa v bistvu imamo izmenjavo in oboji ne krat 2, krat 3, krat 5 imamo. In tukaj recimo tudi ideja moške skupine, ne da, recimo pa imamo povezovanja moških, ne, da lahko konkuriramo drug drugemu. Ok, v enem kontekstu mogoče tudi potrebno, ne vem, tukaj zdaj kakšni moški bojo hitro najde kakšne primere. Ja, verjetno je tudi so področja, kjer je, ampak ravno pa tudi okolja, ker tega ni. Ker če nimam okolja, kjer bi se lahko sprostil, kjer bi se lahko pomiril sam s sabo, ki bi lahko Mihan še rekel, daj povej, kako je pa s tabo glede te stvari. Tako, daj mi en tak iskren feedback. Po sem zelo sam. Po sem lahko tudi nekaj reče alfa sam, ampak si pa res sam. In mogoče še ne vem, tam do 30, 40, 50 leta je to mogoče še zanimiv, ampak recimo, ko se pogovarjam s starejšimi moškimi, pa rečejo, prazno je bilo. Vse je bilo excitement, vse je bil dopamin, vse je bilo, ne vem, tako zelo veliko enega, divjosti, ampak sem pa sam. To je tako moče ena izkušnja, starejših. Tako da, če rečemo o modelu, fajn je, če je oče ta model. In vsak moče je model. In vsak oče v bistvu nauči sina določen spekter, veščin, ki jih moški uporabljamo, določenega pa ne. In ko si rekla, eni moški se znajdejo v ženski družbi, eni pa pač moški malo slabši. In to pomeni, da moramo razširiti te veščine, čustvene v odnosih, ker vsi prihajamo z enim naborom veščin, ene nam pa manjkajo. Recimo, en bo lahko zelo dobro govoril, pa bo zelo težko zdržal recimo s tišino in poslušanjem. Ta veščina. Nekdo bo zelo dobro v poslovnem svetu, pa recimo mu ne bo šlo v redu recimo v partnerskih odnosih. Tam ima pol en izziv. Se zdaj zelo nasplošno, ne? Tako da recimo tudi moške skupine gledam skozi to perspektivo, da širimo skile in moška skupina ni prostor za samo pomilovanje, ampak je v bistvu ravno obratno, kot sem prej rekla, proaktivnost, recimo sem prej zelo izpostavil. Da povem, kaj hočem, kaj želim, da si postavim ene izzive in ne samo na poslovnem področju, govorim tudi predvsem na partnerskem področju, na očetovstvu, tam, kar nam je moškim težje, ne. Tam včasih se malo heca, oziroma sem slišal, poslovno področje za moške peskovnik, kjer se igramo, ne bi razvrednotil, ampak tako, če dam pa primerjavo v odnosi, in bolj je intimen odnos, bolj nas tako globlje pride, tam pa garamo, tam pa tvegamo, tam pa zelo tvegamo, ne. In tam je tako, tam smo živi, tam je pol adrenalin, recimo s partnerko, ki smo imeli konfliktu, ki imaš rad, ki ti veliko pomeni, pa imaš konflikt, koliko zaboli. Pa en stran te prime, da bi odrinil, po drugi strani pa ne bi, ne. In je super takrat tudi imeti verjetno nekega sogovornika. Mislim, super je te konflikte itak reševati v partnerstvu, ampak čisto kot neka, več tudi, da se lahko nekam nasloniš ali pa da je nekje tudi en prijatelj, s komer lahko deliš neke svoje intimne izkušnje. Se mi zdi, da je tudi zelo dragoceno tudi za moške, da nismo samo ženske take, veš, kaj je bilo, ampak da tudi moški zelo rabijo te pogovore, pa tudi to, da čutite ob nekomu, da je dovoljeno iti tudi v neko globino, da ni treba ob nekem moškem razlagati, ne vem,
kakšne smo ženske ali pa razvrednotiti vse, ampak da si lahko ob nekom vzamete to dovoljenje, verjetno, da govorite tam tudi o neki globini, kaj ste doživeli ob neki, kaj ste čutili dejansko. Jaz ne vem, če so te debate kar samoumevne, nekje, kaj se jim, nekem športni hobi, ne vem kaj še, kakšni skupni interesi, ki jih imate moški, pa tam zdaj deliti neke čustva, to verjetno ne gre skupaj, če ni glih skupina temu prav namenjena. Tako da je to en izziv, kako se s tem globim svetom mogoče uveljaviti med moškimi. Ja, veš, recimo moški, recimo, vedno pač me na koncu zanima, ko zaključijo recimo z moško skupino, pa recimo tudi vmes vprašam, kaj je tisto, kar so s sabo nesli, pa kako jim je zunaj. Pa rečejo, veš, težko se zdaj zunaj pogovarjam, nekvalitetne pogovore. In mi je fajn to slišati, ker si zdaj oni sami ustvarjajo okolje, pa mogoče celo v isti družbi, pa z istimi prijatelji, oni v bistvu se ustvarjajo tisti način pogovora, kakor ga oni potrebujejo. To je ta proaktivnost, če se spet vrnem, Da ne čakam, pa da ne upam, da bo okolje mi prinesel eno varnost, da bom lahko rekel, ej stari, šitje, mislim, ne vem, kje sem, Zelo tako, ampak, kako je to fajn reči, pa ti bom reči na drugi strani, ja, dej, kaj bova, mislim, kaj boš tukaj, Tako, eno to pristnost, avtentičnost, en ta stik, da nisem okej, ali pa če sem okej, da sem z nekom lahko poveselim, da rečem, to mi je uspel, in da ni zraven nekdo ljubosumen, nevoščljiv, se počuti prizadetega, ampak ker ve, kakšno pot si prehodil, koliko enega, ne vem, stisk si rabo čez da, koliko enih strahov si rabo tako shen, da tukaj si tvegal, da je iskreno vesel s tabo. To ful pomeni. Če si vesel sam, zelo fajn je, sem minutko, bom en primer dal, ena knjiga je Maske moškosti, je knjiga. In enoten je zelo fajn primer, ko je pisal, je bil na predvečer njegovega največjega uspeha v življenju. Skratka, dobil je, mislim, da to nagrado za novinarja leta na svetovnem nivoju v New Yorku ali Washingtonu. In je opisoval ti svoj večer. In je tako napisal, da se počuti najbolj osamljenega, kadarkoli prej v življenju, ker nima nikogar, s komer bi on bil zdaj to doživljal. Partnerke takrat ni imel, prijatelj obseg ni imel. In v bistvu tako, to je tisto, tudi kad ti je fajn, takrat mogoče še bolj potrebuješ nekoga iskreno zraven sebe. Ja, da se da tudi te trenutke z nekom deliti, da je to tudi pomembno. Veselje, ne samo žalost, ker žalost itak vemo, ampak da se da tudi veselje z nekom deliti. Ja. Pa da nekdo, recimo tudi, ne vem, ko imaš eno strahove, tisti upravičene, recimo zdaj, ki je COVID obdobje, recimo, ko so te omejitve, ki so res doma, v družini, v partnerstvu, v poslovnem svetu, res so stvari zelo negotove, tako zunanje, da se lahko pogovarjaš, že imaš sogovornika, kako pa ti to rešuješ, ker jaz sem tukaj, pa kako pa ti to, in da to izmenjuješ. Koliko je tudi en velik izziv moškemu začeti govoriti o strahu? Se mi zdi, da to je tako, ko jaz kdaj vprašam moškega, koliko čutite tlenega strahu, pa mi reče nazaj, ne, ni me straha, se začnemo, pa se pa spomnim, pa začnem iščem, ene negotovosti mogoče, enega, ne vem, kako probam pol umiliti, pa se pol nekako se navadijo na to, da sprejmejo tudi strah, ampak od začetka se mi zdi, da je pa tako težko, reči temu, strah me je. Ne, druga beseda je v bistvu bolj taka, ki pronazori, skrb, zaskrbljenost. Se v bistvu pomeni isto, ampak ja, veš, skrbi me, zaskrbljen sem, to je, Pa čakaj, terapeuti imamo to strah zelo radi, ampak v bistvu gre za isto stvar, da ene stvari me delajo, ne vem, živčenega, da ne vem, kako bo, in sem zaskrbljen. Tako da, to je vstopna točka. Ja, hvala za to vstopenco. Kaj pa mogoče kakšna vstopenca v to, kako moški poskrbi za svojo vlogo z nekim dostojanstvom? To se mi zdi, da je tudi ena taka tema za moške, eno to dostojanstvo. Ja. A veš, predvsem, jaz bom tako začel, ne navzven, navznoter, da začnem kot moški
Koliko je to povezano s tem, da tudi jaz verjamem vase, no? To je en del. To je en del, ampak drugo je, da počnem stvari, za katere čutim, da so prav. A veš, to je tukaj čutimo to. Da čutim, kaj je prav. To nekje en notranji, a veš, tisti glas, če ga poslušamo, vemo, kaj, pa ne za družbeno sprejemljivo, ampak kot moški, da čutim, da je prav. In pol bom ohranil in dostojanstvo sebe in drugih. Ker bom poslušal in meje, svoje meje bom poslušal, osebe na drugi strani meje, sram, spoštovanje, vse pol pride, ampak predvsem ta občutek, da ga enega čutimo v srcu, enega mogoče reči, da ga čutijo dol pri popku, da jim tukaj jim pove, ja, so še imehen čez ali pa ne, nekaj povedati, ne, recimo, ne vem, grejo kakšno manipulacijo in vejo, se sem čutil, da sem šel čez. Ja, ok. Super, ja. Se pravi, da v bistvu ja, da so si tudi zvesti v tem, da ni, mogoče si predstavljam tudi z neko, v povezavi z moško družbo, da tam ti imaš neke vrednote, pa hkrati iščeš pa neko pripadnost, pa greš tam nekaj čez, pa si porušaš po mojem tam in svoje dostojanstvo in svojo neko, kako bi rekla, je tudi ponos mogoče, si ranaš na ta način. Ne, to je zanimivo, da moški želimo imeti v moški družbi ponos in dostojanstvo pri obeh, ker potem smo lahko skupaj. Pol lahko funkcioniraš, ker veš, da bo on na drugi strani, da bo zdržal, da bo zmogel, da bo povedal, če ne bo šlo. Tudi to je pomembno. Recimo, če da primer, recimo plezalcev, recimo, če bi šel jaz zdaj plezati in če me recimo nekdo varuje, jaz bi hotel vedeti, kako se počuti on spodaj, ki me drži na vrvi, ker če mi ne pove, ne vem, se slabo počuti, on ogroža moje življenje. In tukaj včasih delitev čustva, pa ne, delitev počutja, ni da je to nekaj, ne vem, ne v redu, ampak je pravzaprav pomemben kot tim, a veš, in zdaj to ne bo, ali bo to partnerski odnos, da kot moški, ki pridem domov, da rečem, kako se počutim, ker potem partnerka ve, s čim prihajam in se ve odzvati. Isto obratno. Podobno je tudi recimo v timih, recimo opazujem te malo novejše podjetja, ki so. Oni se povejo, jaz sem pa danes mehen tako, veš, nisem čist clear mind, ni čist, ne, so te bolj tehnološka podjetja in vejo, ti poba, danes ti noš delal na kritičnih stvarih, da boš delal na drugih stvarih, jutri si boš pa v redu, boš šel pa na tvegane stvari. Tudi tukaj ta izmenjava, kako sem, ja, je pomembna. Ja, da si v bistvu, ampak zato mislim, da rabaš najprej ta svoj tudi lasten pogum, da si upaš sebi tudi to priznati, ker mislim, pa itak še drugima, partnerci recimo, ali pa še kje v podjetju, se mi zdi, to je tako še next level, da tam skupini ljudem priznaš, danes nisem ok, ali pa mogoče še vsem to gre tako bolj za počutje, ampak če bi šli pa še na neke res strahove, razočaranje, žalosti, tam je pa potreben tudi en pogum, da s tem stopite naprej. Ja, to pa tudi mogoče, ja, jaz bi tako rekel, vedno je tudi smiselno pri deljenju upoštevati okolje, ali je okolje primerno ali ne, ker včasih pa delimo v okolju, ki ni primernost za določene stvari. Se pravi, če se ene razmejitve, ne. Ene stvari pašejo v službo, ene stvari pašejo v intimnost, ene stvari pašejo k prijateljem, tukaj pač ja. Bi se pa še vrnil na vprašanje moške skupine, zakaj moški pride na moško skupino, mogoče v tem kontekstu. To, da raziščejo svoj notranji svet. Pa čist, odkje prihajam, eno to svojo zgodovino, etiologijo, iz svoje družine, mogoče tudi prednikov, kako je mene kot moškega zaznamovalo, kako so me zaznamovale moje izkušnje v mojem življenju, ker recimo ene stvari nikoli moški recimo v besedu, nikoli se ni ustavil, pa jih pogledal še z kakšne druge perspektive. Pa tudi, katere sposobnosti ima. Veš, ker včasih imamo kakšne sposobnosti, pa jih ne razvijamo, pa niti moči ne vemo, pa smo jih majhen potlačali, zato ker ni bilo spodbudnega okolja, mogoče je bilo poniževanje, ne vem, doma ali pa kje drugje in smo se ustavili. In tudi to je tukaj en namen, da, če želim nekaj novega razvijati, da grem skozi tiste, sram ali občutek, da se nisem dovolj dober, se ne bo šlo, drugi so ful boljši od mene, pa unim pa gre, pa jaz se pa kar ustavljam.
ja, da je fokus pol na temu, da s tem nekaj naredimo, ker ravno tako je znanje, kako ravnati s tem, ker je znanje matematike pa česa drugega. Ni to zdaj, a sem jaz sposoben ali pa ne. Ma ne, to je, kako s tem ravnati s čustvi, kako ravnati z negotovostjo. Znanje, to so orodja, so načini, kako to pri sebi shendati. Kako delati sklece. Če delaš narobe, boš mu poškodoval komolca. Pika. Vsi znamo delati sklece, vse ni vsem, kako jih delaš, ne? Nekaj, s čemer bi nas pravzaprav mogli že zdavnaj opremiti, ne vse verjetno. Lej, ja. Sej, veš, smo v družbi, kjer smo bolj in bolj opremljeni. Se pravi, tako, veš, mnogo več enega znanja imamo, kot smo jih imeli naši starši. Zdaj, koliko je to, če je življenje, čas mi reče, je življenje lepše. Ne vem, če je lepše, lahko je tudi težje, je pa bolj polno. A veš, to občutek doživljanja, občutek izkustva življenja je zdaj polnejši v obe smeri. Ja, polnejši v tistem, excitement, zadovoljstvo, koliko je tudi polnejši v to, da lahko in vem, da zmorem doživljati tudi stvari, ki mi so težje in se tudi tam povežem z nekom. Ja, dajva Boštjan še tole, koliko moški rabi eno partnerstvo, no? Koliko je moški neko zavezo? Ok, tukaj smo si, zdaj, ja, zelo klišejsko rečem, seveda rabimo partnerko, ne? Ampak tukaj je pa zelo odvisen od moškega, kaj so njegove potrebe v tistem obdobju, v katerem je. Ker recimo, ne vem, nekateri moški, recimo, če rečem po 60 letih, kakšen moški reče, lej, jaz pa čutim, da sem pa čisto ok, kot sem zdaj, recimo. Tako da tukaj, jaz bom mogoče se osredotočil na moške, ki čutijo, da bi šli v partnerstvo, da ne bi zdaj posploševal na vse moške, ker ni. Jaz bom že tukaj posploševal, ko bom šel na te moške, ki želijo v partnerstvo. Ja, mislim, hrepenenje je, ne, seveda, ker je pač nekaj, kar je tako drugačnega ženski svet, nekaj, kar je tako nerazkritega, mističnega po eni strani. Jaz bom rekel tako, kot terapeut, ne, kot za mojo osebno rast, recimo, kot za razvijanje notranjega sveta, je partnerski odnos odlična stvar, ker če že prej nisem bil v stiku z enimi svojimi, kako bi rekel, izzivi notranjimi, ali pa recimo svojimi, a veš, kako funkcioniram, v partnerstvu bom zelo presenečen pri enih stvareh, kako odreagiram. In tam pa je pol vstopna točka, da si rečem, ok, kako pa to, da sem tako odreagiral? V smislu, ja, da mi varovalke recimo ven vrže. Partnerka to nima razloga, da bi me tako ven vrga, da bi bil acting out. Ni potrebe. Ne pomeni, da ni konflikta, ne pomeni, da ni ene debate bolj tako, rečemo malo bolj intenzivne, ampak to, da moram pa se kričati, ali pa da moram pač nekaj tam razbijati, ni nobene potrebe, recimo. In če pridem do te meje, je zelo fajn točka raziskovanja. To, recimo, en drug izziv, ampak mogoče za moške malo drugačen kot za ženske, je stopanje oziroma tvegati stopati v ženski svet. To je naša naloga. Prej si moče rekla, si vprašala, kaj je ženska oziroma kaj je moška vloga, ne? Za žensko mogoče je bolj izziv, da si pusti povabiti moškega v svoj svet. Za moškega je pa izziv vstopiti v ženski svet. Pustiti si, da lahko doživi tudi njen svet. Da ni več samo zadosten, da ni tako sam, ampak da si pusti influenco, vpliv tudi sa strani partnerke. In da ne izgubi sebe. Se pravi, da še vedno čuti en svoj ta kor, eno bistvo, hkrati pa, ja, veš, da si pusti njeno vpliv. In tudi hrepenenje, tudi moški si želimo, da ženska nekaj od nas vzame. Recimo, veš, da nekaj pokaže na računalniku in reče, wow, ti pa to dobro znaš. Ja, ne, kakšen občutek ponosa je, ne? Pa še to, da te nekdo rabi, ne? Nekdo, ki ga imaš rad in mu lahko nekaj doprineseš v njegov svet. Si tako, lepo si v bistvu zdaj prišel do tega, s čemer sem jaz uvedla tale najin pogovor. Ampak ne bi še zaključila, bi te še majčkeno temu spoštovanju, no, prosila, da poveš, koliko moški hrepenite po enem spoštovanju v odnosu. Ja, zdaj govorijo o strani partnerke verjetno, ne? Ja, vse verjetno tudi strani drugih, no. Tudi drugih.
Ja, veš, se moče prej so govorili dostojanstvo, pa spoštovanje. V prvem koraku kot moški rabim spoštovati oziroma je fajn, če spoštujem sebe. Se pravi, da si omogočam, da se lahko spoštujem. Se pravi, eno je, o dvojem govorim. Eno je to, da vidim, katero pot sem že prehodil do zdaj in kjer sem zdaj, sem rabil kar nekaj stvari čezdati, prečutiti, se soočati, kjer sem zdaj. In da si pustim to samo spoštovanje, da sem prehodil. Na tak pa drugačen način. Drugo pa je, da v sedanjosti skušam ravnati na način, da bom čutil spoštovanje do samega sebe. In pol je, veš, ta zunanje spoštovanje, se mi zdi bolj kot ne zgolj posledica, ker bom pri sebi čutil, da ravnam v smeri moče ene te etike, ene naklonjenosti, ene tiska čutim, ki sem prej rekel, kar je prav. In pol je spoštovanje, sploh ni več debata, mislim, tako sploh ni več potrebno izpostavljati. Ker drugače pa pri sebi čutim, da sebe ne spoštujem, da jaz delam stvari, včasih se zgodi kakšno obdobje, ki ne zmoremo, normalno, ampak to ne pomeni, da za to nisem še odgovoren. Sem odgovoren, tudi zato sem odgovoren, se poiščem pomoč. Ne bo to prijatelj, ne bo to, ne vem, duhovnik, terapevt, ne vem, partnerka, kdorkoli. Meni odvezuje odgovornosti, da se ne sestavim. Ampak ko pa sem v redu, takrat pa rabim v bistvu delovati v smer, da me lahko drugi spoštujejo, jaz pa sebe. Tako, da se nam ponavljam, ja. Super, ja. Boštjan, se čisto čuti, da si ti tudi prehodil eno dolgo pot in da si marsikaj ne dejansko sploh govoril iz teorije, ampak iz svojega življenja, iz tega, kar si ti prečutil, iz tega, kar si ti šel čez. In jaz sem zelo hvaležna za ta tvoj prispevek k temu, k tej vsebini, k tej današnji oddaji in upam, da so tudi vsi ostali moški dobili en občutek, da jih nekdo razume, da niso sami v tem svojem doživljanju in upam tudi, moški, da ste začutili, kako zelo pomembna je ta vaša vloga, kako pomembno je to, da ste to, kar ste, da se poiščete, da izhajate iz nekih svojih globin, ker tlele se mi zdi danes, da sem bila tudi jaz po Boštjanu, tako nekdo, ki je bolj tiho v ozadju, ki sprašuje, ki se zanima. In se mi zdi res, Boštjan, da si tako zelo doživeto govoril, zelo res opisal ta vaš svet, da si se tudi sam spustil tudi danes v tem pogovoru v neke globine. Tako da jaz bi vse povabila, kdorkoli si želi izvedeti več o Boštjanu oziroma kdor si želi izvedeti kaj o tvojih teh skupinah, a jih še sprejemaš moške na skupino? So še 2-3 meseca še proste. Imate tudi zdaj kljub koroni? Ja, v skladu z omejitvami oziroma priporočili, ja. Ok, skratka, če se gospodje moški želite prijaviti, ga najdete pod Boštjan Čampa, oziroma terapevtska pomoč je tvoja spletna stran. Ja. Je kakšen drug kanal? Skupina za moške tudi, ampak ja, terapevtska pomoč je vse na enem mestu v bistvu. Evo, super. Boštjan, še enkrat hvala. Jaz upam, da so moški dobili svoje odgovore, drage gospe in ženske, tiste, ki ste poslušali, pa dajte deliti ta video, zato da informacije pridejo do tistih moških, ki jih poznate, ker se mi zdi res tako, da je potrebno govoriti o tem, kaj moški doživljate, kakšen je vaš notranji svet, da tudi ženske to slišimo, in da se razbije ta stigma o tem, da moški ne sme čutiti in ne sme doživljati ne vem kakšnih stvari. Evo, z vami, ja. Jaz mislim, za zaključek mogoče, bi še par besed rekel. A veš, tudi to, kot sem danes imela zdaj pogovor, na dosti podoben način, recimo, tudi lahko kot moški ob ženski pravzaprav raziskujemo sebe. Se pravi, da je ta radovednost, da je to mogoče z obeh strani, potem v bistvu malo bolj lahko sebe začutim. Tudi meni je bilo, so tvoje vprašanja bilo super, tudi 4 komentarji vmes, res fajn, ker sem lahko ob tebi razvijal pravzaprav misel.
Pa hkrati tudi to bi rekel, da sem se zelo veliko naučil, ne sem svoje lastne izkušnje, ampak z moškimi v moških skupinah. Da v bistvu jaz se učim ob njih in da to mogoče sem tudi danes prinesel. Hvala ti. Jaz imam v bistvu, ne vem, mislim, da sem ena redkih terapevtk ženskih, ki ima skoraj polovico moških klientov, tako konstantno, recimo neko povprečje, če vzamem, res je skoraj polovica moških klientov in si vsakič znova tako odpiram ta svet na novo in dam tudi vsem tem moškim klientom eno veliko priznanje, da mi dejansko pomagajo, da se jaz učim ob njih, pa se mi včasih zdi, kako ne jaz zdaj ugotovim, kako en moški doživlja neke stvari, se mi zdi čisti z druge strani, ampak hkrati izgleda, da samo to, da je nekdo pripravljen poslušati, pa se tudi izgleda učiti ob njih, je to dovolj, da začnejo govoriti o sebi. No? Ja, je pa tudi to, veš, da zdaj pa tako, zadnjih par let je trend moških, ki so se naveličali sami tole premlevati, ne vem, nekaj let, pa nekaj 10 let in pa rečejo, le dovolj imam. To, kot se matematiko ne bom učil iz knjige, ampak se vzamem enega svetovalca, pa se naučim v 2-3 tednih, ali pa v mesecu ene stvari, ravno ko so se naveličali tuhtati, ne vem, o čustvenem svetu in rečejo, pridem na eno takole stvar, ampak recimo k terapijo, ali pa k meni skupino, kam drugam in saj oni bi isti proces mogoče imeli, sem bi trajal nekajkrat dalj časa, nekajkrat pomeni lahko 10-krat, 50-krat dalj časa in si skrajšajo in tisti čas preostali je bolj kvaliteten. To ne pomeni, da tega ne bi sami zmogli, ampak hitrejše. Ni treba biti sam, tudi moškemu ni treba biti za vse sam, lahko pride ene stvari podeliti. Ja, ker na ostalih področjih je to logično, recimo, ne vem, finančni svet, logično, da se nekaj nauči, da nekdo nekaj nauči. Tukaj je isto. Tako moče za zaključiti. Super, Boštjan, hvala ti res še enkrat za vse. In hvala tudi najinim gledalcem, poslušalcem. Jaz želim vsem en lep, prijeten teden in se slišimo naslednji četrtek, mislim, da tudi s tvojo sodelavko, Boštjan, in bo govor pa o ženski intimi. Odlično. Lep pozdrav, adijo. Adijo. Živjo. Torej, gledate moje podcaste zato, ker želim, da se čim več pogovarjamo o temah, ki se tičejo nas vseh. Želim, da doma namesto bolečine, osamljenosti, izigranosti, razočaranja doživljate ljubezen, veselje, toplino, občutek zaželjenosti in da vam to lahko pomagam, sem poleg teh podcastov naredila tudi spletno akademijo. Tam boste našli tečaj za pare in tudi tečaj intima, ki bo pomagal vsem tistim, ki ste mogoče že dlje časa samski, ki težje vzpostavite nek partnerski odnos ali pa tisti, ki bi si samo želeli poglobiti zavedanje sebe v odnosu. Vabljeni na akademija.evaerpic.si.